Pozdravljeni, moje ime je Gregor in tokrat nadaljujemo z Gold Digger Challenge-em v Simsih 4. In naša Kunigunda se je poročila že s svojim drugim partnerjem, torej smo v drugem zakonu in pričakujemo tudi drugega otroka. Tako da zdaj nazadnje smo se poročili z Joffreyjem Landgrabom, torej smo dobili kar nekaj denarja in se preselili v veliko večjo hišo. In jaz sem zdaj to hišo malo dodatno opremil. Torej, če pogledamo recimo otroško sobo, vidite, da sem dodal ene igrače, Toddlerjeve posteljice za enkrat, da boste lahko otroka na njih spala. Potem v spodnjem nadstropju sem dodal še bar, kajti eden izmed goalov oziroma ciljev, ki jih imamo za ta video, je prirediti večerjo. Torej, da dobimo spet vsaj srebrno ali pa mogoče celo zlato medaljo za večerjo. In pa kupil sem tudi tale ribnik, ki sem ga namestil pred vhodom v hišo in v njega bomo naselili piranje. Mogoče se pač po nesreči zgodi, da gre Joffrey plavat v ta ribnik. Tako, naša Kunigunda je zdaj napolnila ribnik s piranjami. Zdaj smo pa v akciji in gremo organizirati social event. To seveda mora biti dinner party. Za hosta bom izbral Kunigundo in Joffreyja. Kar se tiče gostov, bomo povabili nekatere random Simse. Ne bomo jih povabili dosti. In pa najeli bomo seveda catering, da se lahko čim več družimo z našimi gosti in nas ne bo bolela glava. Tako. To se bo pa kar zgodilo v Landgrabovi rezidenci. Evo, naša gostitelja sta se tudi že temu primerno oblekla. Dajmo se še imeti malo radi, tako da si nakažemo naklonjenost, se to tako ne bo dolgo trajalo, ampak okej. Gremo se socializirati. Naša Kunigunda že gre v akcijo, tako da gremo malo v bistvu polepšati dan našemu gostu. Malo bomo zavrteli glasbo. In bom kar poklical k skupnemu obroku, tako da se gostje usedejo. Dobili smo zlato medaljo, tako da, super, večerja je uspela, tako da današnji cilj je dosežen. Drugi cilj je pa preprosto, da rodi svojega otroka. Zdaj smo preoblekli tudi našega toddlerja Nikolaja v poletna oblačila, tako da v bistvu se lahko gre nazaj ven igrat. Kajti to je bil problem, da je bil žalosten, vseeno se moramo malo njemu posvečati. Naša Kunigunda mora delati na karizmi, tako da gre se še malo trenirati v karizmi, potem se bo pa malo posvetila svojemu otroku. Tukaj pa zdaj naš Joffrey trenira Nikolaja v uporabi WC-ja, kajti to je eden izmed skillsov, ki ga nujno potrebujejo toddlerji, preden odrastejo. Dajmo še izpolniti tale karizma nivo, da se čim prej približamo desetki. Smo na nivoju številka 7, kar je fajn, še 3 nivoje, pa bomo na 10 in izpolnimo oziroma maksimiziramo karizma skill v Simsih. Naša prva obveza je, ko se zbudimo, da plačamo račune, da nas ne odklopijo. Vsak čas lahko rodi, tako da cool. In jaz zdaj v bistvu še čakam, da rodimo našega Landgrab otroka in bo to za ta epizodo. Kunigunda je spet pri kuhanju in pripravi zajtrka oziroma nekaj jedi, tako da se lahko naje in upam, da kmalu rodimo, da se bo tudi ona boljše počutila. Moje besede so v bistvu bile uslišane in zdaj gremo roditi. Tokrat ne bom naredil nobene napake in jo bom poslal v bistvu skupaj z možem roditi v bolnišnico. Tako da z Joffreyjem gresta skupaj. Evo, končno imamo ta moment, ki smo ga čakali še v tej epizodi. Ampak do zdaj, če pogledamo na povprečje, smo dejansko imeli odlično večerjo, zdaj smo dobili zlato medaljo, dopolnili smo karizmo, smo na nivoju številka 7 in pa zdaj bomo rodili otroka. Malo je prišlo do tehničnih težav. Nič za to. Spet imamo fantka. Zanimivo, da gremo po moški liniji naprej, da nobene punčke do zdaj, ampak potrebujemo pa ime. In kar se tiče imena za fantka, sem stisnil na randomize name in dobil ime Adam. In ime mi je všeč, tako da ga bom kar obdržal, ne bomo nič komplicirali, potrdimo in to je to. Evo ga, tukaj je, Adam Landgrab je prišel domov, vsi smo doma.
In jaz bom epizodo zaključil kar na tej točki, v naslednji epizodi pa bomo skušali ujeti naslednjega moža in se mogoče potencialno že znova poročiti in zapustiti Joffreya. Upam, da vam je bil tale video všeč. Če vam je bil všeč, mu lahko daste tudi thumbs up, se naročite na moj kanal za še več vsebine in lahko me sledite tudi na Instagramu pod Gregor V. Lepo se imejte, pa nasvidenje do naslednjič. Čau!